Evo, danes se dubla zaradi tega, ker sva rekla, da bo probala to narediti cirka enkrat mesečno, pa da greva čez določene treninge, v bistvu s temi stvarmi, ki se jih vi ukvarjate v Human Performance Centru, pa da se mogoče malo poduči kolesarje o tem, se pravi, kako malo bolj pravilno trenirati, da imajo neko to osnovno znanje, da tudi če vam pridejo, da mogoče že zastopijo, kaj se dogaja, kakšen je proces in tako naprej. In mi smo dali se pravi, slovenska anketa, smo dali anketo na Instagram in sicer zmagal je prehrana za kolesarje, ker si ti rekel, da imaš druge strokovnjake za to, jaz sem pa rekel, da je prvič je bilo tako dobro s tabo, greva še enkrat midva, pa naslednjič pa lahko pride vaš strokovnjak prav za prehrano. Tako da smo se odločili, da bo imela bazičen trening danes, se pravi trening baze, neka osnova za dobre treninge za naprej. In boš povedal, mogoče te jaz bolj spraševal, pa boš ti bolj govoril, kaj je sploh bazičen trening, pa kdaj se ga kolesarji oziroma endurance športniki lotijo, ker vi imate tudi še priprave za tekače, ne? Ja, v bistvu tako ukvarjamo oziroma pomagamo tudi še kakšnim drugim držljivostnim športom, ampak ja, neka osnova je zelo podobna praktično čez cel spektr držljivostnih športov. So to tekači, lahko potem tudi kakšen tek na smučeh, se pravi, tu so kar podobne osnove. Ja, kaj je v bistvu bazičen trening? Mislim, da tako že ime nam nekako pove, da govorimo o neki bazi, o neki osnovi, ki se pač poskuša postaviti, brez katere ne gre. Tako da, če si pač predstavljamo, ko gradimo hiša brez temeljne plošče, pač verjetno ne bo glih dolgo stala. Se pravi, največkrat govorimo o neki splošni pripravi, se pravi izboljšanje, ki je pač pripravi, kadar hočemo izboljšati neke splošne zmogljivosti. Jaz si sicer to drugače malenkost drugače se skupaj zapakiram tudi pri tem, kako potem navzven predstavljam ta bazičen trening, zato ker je res malenkost razlika, kako se ga lotimo pri nekem, ne vem, profesionalnem kolesarju, pa kako se lotimo potem pri nekih rekreativnih amaterskih kolesarjih, kjer gre v bistvu nekoliko drugačno smer in potem tudi to ime bazičen trening mogoče ni najbolj primerno. Koliko je pa bolj pomemben, koliko je kolesar, ki bi rečemo začel, se pravi, malo bolj resno kolesariti, koliko je pomemben, a on že kaj športa ali je couch potato, ki pride do vas, se pravi, že to je neka Ja, seveda, se pravi, ta zgodovina športa je precej pomembna. Primer, jaz sem recimo delal z tekačem, ki je potem se v bistvu specializiral v kolesarja, se pravi, najboljšega amaterskega kolesarja v Sloveniji, ki je bil prej dejansko 10 let tekač. In potem ta tranzicija na kolo ni bila toliko problematična. Zakaj? Njegovo telo je bilo relativno dobro trenirano, neke fiziološke zmogljivosti tudi že dobro razvite. Mi smo dejansko potem delali samo, rečemo temu, specializacijo, zato da je tako dobro prešaltal dejansko na kolo. Njegovo telo je bilo pa relativno dobro razvito. Seveda so sposobnosti pa pač zmogljivosti, ki jih je bilo treba razviti. Pravi, ekonomija, učinkovitost, to stvar, ki je vseeno nekoliko različna pri recimo teku pa kolesu, ampak pač ta tranzicija bila relativno lahka. Vajen je bil trenirati veliko, ni bil problem. Če pa dobiš v bistvu ti nekega, rečemo, couch potato, se pravi nekoga, ki dejansko pač je šok za telo samo zato, da se gre premikati, so pa te začetki pač precej bolj počasni, dlje traja, da se v bistvu lepo pač ta osnova zgradi, manjše količine treninga, manjša intenzivnost in pa pač ja, v bistvu tako zelo postopno pa počasi se dodaja do stvari. Koliko bo zdaj vzela za primer enega kolesarja, ki letno dela, ne vem, od 5 do 10 tisoč kilometrov, pa bo, rečemo, rajš tukaj štartala, da imava čez cel ta podcast, da imava neko osnovo, da ve s kje začeti. Koliko časa pa ponovadi traja, se pravi, ta trening baze pri kolesarju za tazga kolesarja? To ponavadi se v bistvu zastavimo to obdobje nekje po, se pravi, začetku nove sezone, ki traja, se pravi, nekje od 8 do 15 tednov, no. To dejansko nekje recimo od novembra pa
pravi, kakšen marc, april, no, sploh potem, če malo je odvisno, če potem ta kolesar se tudi odloči, kaj tekmovati, ker pač to so že taki solidni kilometri in marsikdo se s temi kilometri tudi odloči, da že kaj tekmuje, potem je mogoče ta del malo krajši, ker potem pride tudi še kakšni bolj specifični treningi. Lahko se pa zgodi, da se odločimo, pa rečemo, da bo celo leto pač bazična priprava. Se pravi, če vidimo, da je nekdo tako zelo omejen in so določene stvari, ki jih je treba popraviti, si lahko rečemo, ok, pač lahko tekmuješ, samo ne bomo se pripravili za tekmovanje. Pač bo to za uspod, tako, za zraven, zato da se pač malo raznolikosti doda. Cela osnova, celo leto bo pač to, da medlo dejavno na osnovni pripravljenosti. Okay. Pa greva še tukaj bolj specifično, se pravi, zdaj bila glih Franja, rečeva, da je kolesar, ki se pripravlja za Franjo. Se pravi, redno dela, že par let dela 5 do 10.000 km, tudi po zim neki hod, teče na smučkah, karkoli, je športno aktiven, ne toliko v sezoni, ampak rečemo, da je. Se pravi, kakšna je ta časovnica, rečemo, za kakšnega tazga kolesarja? Ja, ok, definitivno, se pravi, bi se za to Franjo nekako začel nekje novembra pripravljati, kjer dejansko se bi takrat začelo, se pravi, neko to prihodno oziroma prvo vajalno obdobje, ki traja pa navadi kakšne 3-4 tedne. Potem pa v bistvu gremo v ta bazičen trening oziroma v bistvu obdobje, kjer govorimo o train to adapt, se mogoče lahko malo bolj dotakneva. In to potem lahko traja tam vse do, ne vem, sredine marca ali pa konec marca. No. Potem pa, zakaj? Zato tudi potem se zgodi tako, da počasi že večinoma treningov tudi prestavimo ven, sploh če bi recimo nekdaj noter na trenažerje čez zimo in potem se nekako lotimo mogoče bolj specifično. Pa je bazičen trening boljš delati na trenažerju ali boljš zunaj oziroma? Zares večjih razlik ni. Pač pride do razlike v tem malenkost, kako se obremenijo same mišice zaradi tega, kakšna obremenitev na trenažerju. To je sicer še zelo neraziskana zadeva, ker vseeno 200 W na trenažerju ni enako kot 200 W v bistvu zunaj. V resnici pač je enako, se pravi, z vidika porabe energije pa tega je identično. Ne vem, pač metabolen stres je enak, so pa malenkostne razlike v tem, kako se pač naše mišice aktivirajo. Tu pa je malenkostne razlike, ki jih je mogoče kdaj treba upoštevati, ampak načeloma govorimo o pač enakem treningu. Ja, tako predstavljam si, da noter na trenažerju nek core ti niti ne deluje, ker si itak vpet, razen če si na valjih. Se pravi, ta bike handling pa te zadeve, ki potem pridejo zraven, zunaj, ga noter ni. Se to potem vidimo pri kolesarjih, ki ekstremno pretiravajo in večino leta ali pa celo sezono preživijo na trenažerju, da potem zunaj težave s bike handlingom. Recimo, glih zdaj na Franji mi je rekel en kolesar, se pravi, tale Nejc, ki je zmagal v svoji kategoriji, tam mali, on si je v bistvu nekje lani enkrat kupil gravel, prej je v bistvu tako, je kolesaro, ampak ni toliko in pa so začela trenirati, ki je prišel na eno študijo in pol ga je tako potegnilo, zdaj mislim, da zdaj drugo leto par manj trenira, ful lepo napredoval in je rekel, lej, na koncu, jaz sem lani imel za nič bike handling. Pač letos na koncu, ko je bilo vse mokro, jaz sem zaradi grevla, ker se pač res dosti nagrevlo, je rekel pač, jaz sem točno vedel, kaj lahko, kaj ne, pač čist drug feeling. Jaz sem rekel pač suveren. Navajen si mal drset in takrat, ko nisi navajen, te vsak tak zdrs te samo pa trzneš. Se zaradi tega, rečemo, saj iz tujine prihaja dost sploh mlajše generacije, ki začnejo kolesariti, so rečemo off-season so tudi dost na BMX-u. Ali pa grejo tudi na gorca, ker tam se navadaš drset pa tako in je res čist drugačen. Ja, bike handling skills, oni, ki pridajo z gorskega kolesa, kakor oni kakšni, ki so na cesti cel življenje, se še spuščati ne znajo, še posluham ne prav dobro. Jaz mislim, da to v bistvu je tudi dober del, se pravi, te bazične pripravljenosti, da se pač pomeša. Tisti, ki imajo možnost, seveda, če imaš, ne vem, gravel kolo ali pa če imaš mountain bike, da greš v bistvu tudi ven, pa narediš kakšen trening še na tem glih zaradi tega, da dobiš tudi tale bike handling. Kjer bi pa rekel, da so pol te ključne sestavine, rečemo, osnovne za dobro, se pravi, za dober trening baze za kolesarje? Ok, v bistvu to se lahko mogoče dotaknemo teh prvin, že prvin
pomembnih prvin dobrega trenažnega procesa nasploh. Pač prva stvar, da je to trening reden, se pravi, da ni luknjast. To je nujno. Pač, se pravi, prvo, ko govorimo o tej splošnih stvareh, je prvo sploh, kako cel trenažni proces poteka, šele potem govorimo o nekih specifičnih stvareh. Pač reden, konsistenten, se pravi, da ga ti lahko pač, ne vem, greš redno 5-krat na teden na kolo, da pač zdržuješ neko rutino, potem čez celo zimo, da ne greš enkrat pa si rečeš, zdaj bo jaz naredil 15 ur, pa bom letošnjo zimo delal 15 ur, pa jih naredi en teden, pa pač en teden nič, pa pol še enkrat, pa spet, pa on-off, pa na koncu ni nič. Boljše, da začneš z 8 urami, pa delaš konsistentno 8 ur, pa še več vnes. Pač to je prva stvar, da se prvo zrihta, da si pač reden, da imaš nek reden, pa vzdržen trenažni proces. Tega seveda dobiš z dobro zastavitvijo količine treninga, ki ga lahko sploh opraviš. Pač planirati si, da bom jaz delal 20 ur, če veš, da jih imaš samo 10, pač nima smisla, nima niti smisla forsirati. Seveda potem zraven pride to, da se tudi naredi relativno dobra distribucija intenzivnosti, se pravi, da se ne pretirava za samo intenzivnostjo. Tu seveda potem noter pride kakšni zvift ligaši, ki ima potem zelo hitro težave. Samo da te prekinem, samo za začetek, če bo kdo prišel do vas, zato da malo približen, bom samo z drugačnimi besedami povedal to, kar si ti. Se pravi, dober je, da vsak pri sebi ve, koliko ima časa vsak teden, da lahko porabi za kolo. Se pravi, tukaj se ne gre samo točno to bom na kolesu, ampak le moraš še vedeti, ok, jaz se moram obleči za na kolo. Moram pa še kaj pojesti, se pravi, vse je skup časovno, je treba... Treba si je postaviti realne cilje, ker tudi okoli kolesarstva je, se pravi, logistika. Zdaj, če je to indoor trening, je nekoliko lažje, ker daš samo gor dres pa si. Če greš po zimi za ven, pač tisti, ki hodimo po zimi, recimo ven kolesar, to ima kakšne logistike, da se oblečeš vse sloje, pa potem, ko prideš nazaj, da se slečeš, pa zrihtaš, to v bistvu tudi nekaj časa vzame. In pol je pač to je dobro vzeti v zakup, ne. Zato si narečeš, ok, če grem za 3 ure na kolo, pač pomeni gladko, da ti gre vsaj 4 ure, če ne še kaj več, samo ta logistika, da pač začneš, pa da potem dejansko končaš.